Dobrodošli v oddaji Ambienti. Stara kitajska modrost pravi, vsi cvetovi prihodnosti so v semenih sedanjosti. Tudi vse izjemne hiše, stanovanja, urejeni vrtovi, ki vam jih pri nas predstavljamo, so nekoč bili le zamisel, ki pa je v mesecih ali celo letih s trudom, načrtovanjem in ljubeznijo postala ponos in veselje lastnikov. In kdo ve, morda boste ravno v današnji oddaji dobili idejo ali navdih, kako opremiti svoj dom, da bo vam prinašal veselje. Hiša na Barju, obdana s ponosnimi drevesi, očarljivim travnikom in manjšim ribnikom, ne tekmuje z naravo, ampak se z njo pogovarja. Po obliki in dimenzijah izraža racionalnost in zadržanost, vendar nas v notranjosti greje toplina prevladujočega lesa. In gotovo ni odveč omeniti, da sta jo zase postavila mož in žena, oba izkušena arhitekta. Smo na ljubljanskem Barju, na obisku v sodobni hiši, ki se glede na zgodovino te lokacije dejansko spogleduje s tradicijo koliščarjev. Popolnoma lesena hiša v sebi skriva nekaj bogate zgodovine, hkrati pa se navdušujoče vklaplja v prelepo naravno okolico. Če gradiš v naravi, naj bo narava primarna, so besede arhitekta Bojana Kaplja, ki nam z enim samim stavkom razkrije bistvo svojega koncepta gradnje. Že dovoz na lepo urejeno okolico hiše nam potrdi dejstvo, da smo na posestvu lastnika, ki ima ogromno znanja o krajevni arhitekturi. Steza med zelenjem nas premami in nas namesto proti vhodu v hišo odpelje naravnost k bajerju, ki se skriva za drevesi starimi več kot 40 let. Čudovit travnik, na katerem dominira bajer, in mogočno drevo, kavkaški oreškar, pusti hišo za trenutek v drugem planu. Že v naslednjem trenutku, ko se obiskovalec povzpne na teraso zlito z okolico, izgubi občutek, kje se konča narava in začne prostor hiše. Lastnika hiše, upokojena arhitekta Bojan in Breda Kapelj, sta se v ambient ljubljanskega Barja zaljubila pred več kot 40 leti. 45 let nazaj sva pa ženo iskala eno primerno lokacijo in ko sva prišla sem, sva se predzaljubila vanjo in kupila zemljišče, ki je pa 3 hektare, 3 are, 3 kvadratne metre veliko. Preveliko, ne? Ampak sva se odločila in ga kupila, ker se mi je zdelo tako, kot en baročen park s tole dolgo linijo, obrobljeno z drevjem, in sva si naredila ta prvo hišo, ker pa je bila hiša prevelika. Otroci so odšli od doma in sva se odločila za novo hišo, ki bo polovico manjša, bolj praktična in pa na robu zazidljivega območja. No in tako sva si novo hišo postavila. Kako pa je bilo pri pridobitvi gradbenega dovoljenja? Vidim ravno streho v okolici, pa ne tako veliko hiš z ravno streho. Ja, tudi jaz sem imel že najprej narisano dvokapenco, ker to so namreč tudi pogoji spomeniškega varstva, po starem rečeno. Vendar dvokapenca z naklonom 45 stopinj predstavlja eno veliko bariero za pogled iz stare hiše. Aha, zaradi ravne strehe ima zdaj vaša prejšnja hiša lepši pogled na naravo? Brez dvoma. Sploh ima pogled, če pa ne bi imela. Pridobitev dovoljenja za hišo z ravno streho ni potekala povsem enostavno, a lastnik se vseeno ni ustrašil birokracije. Tipičen barjanski teren pa je narekoval gradnjo na lesenih pilotih. Torej, midva zdajle v resnici sediva na koliko? Na 88 nekaj takega lesenih hlodih. Koliko so dolgi, široki? Približno 7 metrov so dolgi, 7 metrov gre v zemljo, zabiti po 4 piloti, na njih postavljene kanalizacijske cevi, seveda prej izravnan teren s pustim betonom, kanalizacijske cevi, v njih armatura in pa beton, ki se veže potem naprej na venc, ki je temeljni zid, bi rekel, zasuto vse skupaj in potem čez položena plošča 14 cm in funkcionira. Lahko bi rekli, da je hiša organsko zlita z lepo okolico, z drevesi, ki že imajo svojo zgodovino. Zunanje ureditve sta se z veliko predanosti lotila kar sama.
Strokovnjakinjo za krajinsko arhitekturo iz Arboretuma Volčji Potok sta povprašala še za strokovno mnenje, ampak ni bilo kaj dosti več za dodati. Čeprav so vpeti v kmečko-ruralno okolje, jih zvoki iz sosednjih kmetij, kot pravi Bojan Kapelj, nič ne motijo. Veseli so, da se narava obdeluje, ker bi jo sicer, kot pravi, barje hitro preraslo. Na pokriti terasi lastniki hiše in njihovi gosti prebivajo celo poletje in, kadar je lepo vreme, tudi pozimi. Hiša sicer meri 120 kvadratov, zgrajena je bila dejansko za 2 osebi ter odslikava umirjen način življenja lastnikov. Pri zasnovi je z Bojanom sodeloval tudi njegov sin, arhitekt Boris. Lastnika ne marata majhnih prostorov, tako da sta se pri zasnovi osredotočila na tisto, kar res potrebujeta. Dnevno sobo, ki skupaj z jedilnico tvori celoto, ločeno kuhinjo, 2 kopalnici, spalnico, sobo za goste ter utility. Hiša je videti nekoliko večja tudi zaradi nadstandardno visokih stropov, ki merijo 280 cm. Povejte mi še kaj o stenah, ne? Smrekove stene, tudi notraj se striktno držite lesa. Stene so lepljeni nosilci leseni iz smreke. Na to je prilepljena na zunanji strani lesna termična izolacija, pa še hidroizolacija in fasada. Fasada je pa zmacesna, zato da lahko funkcionira v redu v vsakem vremenu in ko se naredi ta siva patina gor, zdrži vsaj 50 let. Ne. Torej mene bo preživela in potem pa hvala lepa. Ne. Gospa Breda, tudi vi ste arhitektka in povejte mi, kaj po vašem mnenju mora biti v nekem takem prostoru, da se človek v njem dobro počuti? Dobro se počuti pravzaprav zaradi tega, ker je hiša zgrajena iz lesa. Stropovi so visoki, to se pravi volumen je tudi pomemben, osvetlitev prostora, če ni zadosti, bi rekel, zunanje, naravne razsvetljave, si pa potem pomagaš še z umetno razsvetljavo. Potem pa seveda pomembni so vsi predmeti, ki te obdajajo in pohištvo, ki je bilo pravzaprav prenešeno iz prejšnje hiše. V hiši lahko občudujemo risbo znamenite Ivane Kobilce, skulpture kiparke Dragice Čadež in repliko venetskega konja, stilizirano skulpturo industrijskega oblikovalca Oskarja Kogoja. V prostoru, v katerem zaradi panoramskih oken dobimo občutek, da z nami sobivajo še drevesa, čudovite tise, smreke in bukve, pa dajejo težo starinski kosi pohištva, kot je denimo restavriran pianino, na katerem je igrala še babica lastnice in pozneje še naslednje generacije. Takšen kos pohištva je obdržal čudovite spomine. Tamle stoji še približno 500 let star stol, mogoče so na njem celo sedeli celjski grofje. No, mi smo ga pa rešili, namenjen je bil za skurjenje pravzaprav. Ja, taka usoda ga je čakala, pa smo ga rešili. Tamle na hodniku me je pa prijetno presenetila ena ura, teži, mehanska. Ja, ta ura je pa tudi precej stara, no, ta je bila pa verjetno od moje ali detka, ali pradetka, ali pa prababice, no. In gre tudi tako pravzaprav iz roda v rod. Hiša na Barju, nedaleč stran od Ljubljane, je vključena v projekt odprtih hiš, ki si jih je možno kot primere odlične arhitekture in prostorskih ureditev tudi brezplačno ogledati. Lesena hiška ravne strehe, zlita z naravo, tako združuje ljudi, kraje in dobro prakso ter omogoča vsakomur praktično izkušnjo v kakovostni arhitekturi. V nadaljevanju vam pokažemo vrt, ki kraljuje sredi vinorodnih območij, daleč stran od urbanega področja, ter nekdaj zaprašeno staro podstrešje v Novem mestu, ki je po prenovi zaživelo kot zračno, moderno stanovanje. Se vidimo kmalu!
Vrt, ki ga bomo občudovali danes, smo našli na vrhu hribčka blizu Šmarja pri Jelšah. Med njegovimi odlikami je tudi ta, da je lep skozi vse leto, kajti ureja ga lastnica, ki ima lep šopek znanja in izkušenj. Idealen primer za našega sodelavca, strokovnjaka za vrtove, Staneta Sušnika. Številni urejeni vrtovi pri nas so pravzaprav zbirke rastlin, ki so všeč lastnikom. Le malo je takih vrtov, pri katerih so lastniki upoštevali bistvene zahteve za uspešno rast in skladno podobo. Vrt Nade Vreže je nastajal postopoma, ob upoštevanju razmer in lege. V njem so vidne tudi sledi prejšnjih generacij družine Vreže. Ja, ta lega je izrazito južna, kar je sicer, bi rekel človek, idealno, ampak vsak ideal ima tudi kak minus, ne? Poletje je izjemno vroče, ne? In če ne bi zasajala rastlin, ki to ljubijo, potem bi imela veliko problemov. Tako pa moram reči, da v glavnem tisto, kar sem izbrala, je uspelo, ne? To so sivke, žajblji, timijani, recimo figa uživa v tej vročini, ne? To so rastline, pa še več takšnih, no, tukaj je skoraj, bi lahko rekla, malo mediteranska mikroklima, ne? Jaz se spomnim z enega najnega prejšnjega pogovora, da dobro premislite, kam umestite posamezne rastline. Kaj je odločujoče pri tem? Ja, no, to je tudi tako čisto strokovno, ne, da je treba pač najprej razmisliti vedno o rastišču. Rastišče je osnovni kriterij, ne? Zato, ker vsako bitje, tudi rastline, se najbolj počutijo tam, kjer pač je njihovo mesto, ne? Zato ima ta kriterij prednost pred estetskim, pred tistim, kar nam je všeč. Kako dolgo se pravzaprav vi ukvarjate s tem? Vi ste v samostojnem poklicu in če bi hotel tako malo poetično reči, živite od rožic. Ja, jaz sem v tem poklicu že dolgo, ne, jaz sem agronom, v bistvu že več kot 30 let, ne, sem pač počela veliko stvari, tudi poučevala na vrtnarski šoli v Celju, delala v Kozjanskem parku kot naravovarstvenica. Prav vrt predstavlja Nadi Vreže glavni vir njenega navdiha pri ustvarjanju. Leži nekoliko odmaknjeno od urbanega okolja na vinorodnem območju. Ker je vrt terasast, sem pač delno se prilagodila že obstoječi zasaditvi. Najbolj intenzivno sem pa začela mogoče 20-15 let nazaj zasajati svoje. Moja filozofija vrta je taka, da mora biti lep celo leto. Zato je v njem veliko vedno zelenih rastlin, kot so pušpani, tise, lovorikavci. Rada imam tudi nekaj formalnega, ne? Ampak to je tako umeščeno, da se nekako utaplja v cvetju trajnic. Trajnice so pa tudi moja ljubezen, ne? Meni zelo veliko pomeni oblika, ne? Mislim, celotna slika vrta, ne samo posamezne rastline, čeprav pri vsaki uživam, ne? Zato sem tudi zasadila, na primer, gredo, ki rečem toskanska greda, ki je v bistvu kombinacija striženega pušpana in pa trajnic, ne? In vedno so me v vrtovih fascinirale te celote. Tako kot tudi naj bi bil vrt pač oblikovan, ne? In vsekakor moj vrt ni zbirateljski, ne? In jaz vsako rastlina mi je zanimiva sama po sebi, tudi če je taka čisto iz narave, ne? Ampak mora biti v kontekstu, mora biti sestavni del kombinacije, ja. Ena od stvari, ki sem si jo zapomnil, je tista vaša pot ob eni od teras, ki ste jo tako uspešno zakamuflirali oziroma združili, ne bi rekel, trde, sive kamne z eno nežno blazino rastlin. Ja, to je tako imenovana dišavna pot, ne? Pot, po kateri greš, stopaš lahko tudi na določene rastline, kot so timijani, in potem ti to zadiši, ne? Ta pot je v bistvu prej bila kot navadna pot z temi ploščami, ne?
Ko sem pa oblikovala toskansko gredo, sem pa tam najprej želela ustvariti kare oblike, potem to ni šlo, sem naredila trikotnike in potem smo te plošče enostavno zamaknili za 90 stopinj in nastala je ta zanimiva pot. Sprva je bilo to položeno v pesek, kasneje sem pa začela zasajati rastline, tako kot sem rekla, timijane, netreske. In zdaj je to že tako stopljeno skupaj, tako da je tam že od nekdaj. Verjetno pri nas skoraj ni vrta, ki ga ne bi krasila tudi kakšna izmed mnogih sort vrtnic. Te so cvetele tudi na Nadinem vrtu ob našem obisku. Prvo gredo z rdečo mnogocvetno europeano je zasadila mama že pred 30 leti in jo vse skozi negovala z veliko ljubezni, tako kot tudi vse, ki so bile v vrt zasajene kasneje. Imam nekaj vrtnic, to je bila tudi domena moje mame. Do lani je sama v bistvu skrbela za njih, čeprav so meni seveda tudi ljube. Mogoče recimo lahko omenim eno vrtnico Prešern, prvo slovensko registrirano sorto vrtnic. Tako da se mi zdi, da ustvarjajo tudi, oziroma dajo poudarek na določenih mestih in jih imam zelo rada. Nada Vreže je pred leti obiskala našo rojakinjo Jeleno de Belder Kovačič v Belgiji. Tam je spoznala med drugim tudi umetnost združevanja dobre hrane z užitnimi cvetovi. To so tako imenovani cvetni grižljajčki, ki so vedno drugačni, odvisni pač od tega, kaj cveti v vrtu ali pa kaj raste v vrtu. Tukaj so recimo ognjič, žajbljovi cvetovi, potem jabolčna meta, melisa, spodaj je še pa en tak dober namaz. Vrt na vrhu hribčka se ponaša s čudovitim razgledom. To je eden od vrtov, ki bi ga bilo vredno obiskati v vsakem letnem času znova. Stara podstrešja v sebi ne skrivajo duhov, ampak lepe arhitekturne priložnosti. Veliko stavb v starih mestnih jedrih ima prazne podstrehe, ki jih iz neuporabnih ropotarnic lahko spremenimo v privlačna in dinamična stanovanja za mlade. Navdihujoč primer prenove mansarde je naša Anja poiskala v dolenjski prestolnici. Zaprašeno in staro podstrešje v Novem mestu je arhitekt Peter Plantan spremenil v moderno stanovanje, ki ima pogled na glavni trg in na kapiteljsko cerkev. Pri svojem načrtovanju se je srečal z določenimi omejitvami, te so zahtevale sveže razmišljanje, to pa je potem rodilo nove in dobre rešitve. Gospa Jakovljevič, kateri je recimo vaš najzgodnejši spomin, ki vas veže na to podstrešje? V bistvu v tej hiši sta živela moja babica pa dedek. V bistvu smo veliko otroštva preživeli tukaj, v bistvu spodaj, pri babici pa pri dedku. To je neko staro meščansko stanovanje. Spomnim se, da se mi je vedno zdelo ful prostorno, visoki stropovi, ta dvokrilna vrata. Spomnim se, kako je škripal parket, ti neki zvoki stare hiše. Tega se v bistvu najbolj spomnim. Pri podstrešju je bilo pa, spomnim se, ene take zelo zavite stopnice so vodile gor, zdaj to seveda drugače. Bilo je čist zaprašeno, noter so bili golobi, luknje so bile v bistvu v strehi. Temno je bilo, kot otroci nismo veliko gor hodili, ker nas je bilo strah. Pol pa sem, kadar je bilo treba iti kaj iskati ali pa malo pospraviti. Arhitektka Živa Dev razkriva, da se podstrešje v novomeški staromeščanski stavbi, zasnovani v 17. stoletju, ni pretirano razlikovalo od starih podstrešij drugod po Evropi. Res je, podstrešni prostori so v preteklosti bili zelo malo osvetljeni, v bistvu toliko, da se je lahko hodilo ali pa spravljalo kakšno staro šaro. Nekateri so imeli pa teh odprtin več, ker so se nekatera podstrešja tudi spremenila v delovne prostore, sušili so kože, sušili so razne pridelke. Zdaj podstrešni prostori, to je tudi peta fasada stavbe, je bila skozi stoletja namenjena temu, da je ščitila ostenje in vso konstrukcijo pod seboj pred vremenskimi vplivi. Bile so zelo blago osvetljene oziroma te odprtine so bile namenjene prezračevanju. Prvi, ki je v bistvu
ta velik volumen izkoristil za bivanje, je bil francoski arhitekt Mansart, ki je v konec 17. stoletja v Parizu stanovanjsko sosesko oblikoval tako, da je v podstrešni prostor umestil nadstrešnice, mi jim po domače rečemo frčade, s katerimi je ta prostor osvetljiv, kajti brez svetlobe vemo, da si življenja v nekih podstrešnih prostorih ne moremo zamisliti. Danes se tem frčadam dodajajo še strešna okna, tako da je osvetlitev podstrešnih prostorov mogoča. Je pa zahtevna, ker se mora prilagoditi obstoječi konstrukciji stare stavbe, se pravi špirovcem, temu ritmu, prilagoditi se mora uporabnosti prostorom in pa tudi zunanjemu videzu stavbe, to se pravi posebej tistih delov, ki oblikujejo glavni prostor ulice ali trga. V starih mestnih jedrih pa so ponavadi te ulice in trgi zaradi svojih zgodovinskih in drugih vrednosti celo zaščiteni. Takrat je potrebno, da sodeluje pri postavljanju in oblikovanju teh frčad tudi konzervator, se pravi oseba, ki skrbi za ohranjanje naše stavbne dediščine, da jo sicer dodajanjem novega ohranimo v čim bolj izvorni obliki. Gospod Plantan, vi ste bili arhitekt pri tej prenovi. S kakšnimi omejitvami ste se srečali, ko ste prišli prvič na ogled tega stanovanja? Že na prvem ogledu je bilo jasno, da v bistvu vstopamo v nek prostor, ki je bil pač povsem zapuščen, se pravi, podstrešje je bilo nefunkcionalno, v bistvu nobenih inštalacij, svetloba je bila rešena oziroma proti glavnemu trgu, se pravi, te fičare so bile narejene. Potem je pa tudi dosti omejen dostop že iz nivoja prvega nadstropja v ta mansardni del, se pravi, na nek način je bila to ta omejitev dostopa, plus pač dejstvo, da v bistvu posegamo v prostor, ki ga bo potreba v celoti pač preurediti in zagotoviti njemu vse, da bo pač v tem podstrešju bivanje kar se da udobno in funkcionalno. Inštalacij v stanovanju pa ni bilo. Kako ste potem rešili ta problem? Podstrešje je bilo povsem komunalno neopremljeno, se pravi, ni bilo vodovoda, ni bilo kanalizacije, prezračevanja, gretja. Vse to smo seveda mogli rešiti. Tukaj je bila mogoče ta prednost, da smo imeli na nivoju tav zadostno višino s to podkonstrukcijo oziroma obstoječo konstrukcijo, da smo lahko te razvode, kar se tiče kopalnic pa ostalih stvari, enostavno reševali. Druga pomembna stvar je pa bila, da pač v kuhinjskem delu probamo zaradi te dvovišinskosti tega prostora ga čim bolj ohraniti. Takoj, ko prideš do problema kuhinjskega otoka, moraš reševati problem nape, ki ponovadi visi nad kuhinjskim otokom. Tukaj smo rešili, pa da je na nek način ni. Tukaj je narejeno, da v bistvu ta otok kuhalni ima stransko napo in je prezračevanje tega dela oziroma odzračevanje rešeno prek tav v steno, se pravi, v bistvu glede ostalih stvari pač stanovanje je izvedeno s stalnim gretjem, plus da je bila še želja oziroma zaradi tega volumna smo naredili še rekuperacijo oziroma vsaka soba ima vpih in zajem zraka, se pravi, da je to prezračevanje deluje kot celota. Obdobje od načrtovanja prenove do dokončanja stanovanja je trajalo 4 leta. Prvi 2 leti so posvetili raznim idejam in vizualizacijam, nato je sledila izvedba. Minimalistično stopnišče je namenoma umeščeno pravokotno na bivalni prostor, da zakriva pogled na hodnik do spalnega dela. Z belimi elementi je arhitekt poskrbel, da stopnišče ne preglasi starih tramov v prostoru. Zakaj ste se pa odločili, da date v stanovanju prednost belini? Izpostavljamo belino zaradi tega, da tramovi pridejo bolj do izraza, pa v bistvu neki elementi, ki smo jih ohranili stare hiše, oziroma od moje prababice ali pa babice, neki kosi pohištva, da tudi ti izstopajo. Tudi v bistvu cela oprema je nekako mešanca med moderno in starinsko. Imamo eno kredenco, ki je bila od moje prababice, od babuške, pa tudi recimo vrata, ki so služila pač vratom nekje druge v hiši prej, zdaj smo pa spremenili namembnost, pa so v bistvu čisto nek estetski element, so okvir za slike. Meni je tle živeti super, super mi je živeti v hiši, ki je v bistvu v družini že 100 let. Všeč mi je, da se neka tradicija nadaljuje, všeč mi je, da smo to podstrešje, ki je bilo čisto zapuščeno, da smo ga obudili, not vnesli neko novo življenje.
Hvala, ker ste spremljali oddajo Ambienti. Za še več idej o opremi in gradnji doma obiščite našo spletno stran www.tvambienti.si. Sicer pa uživajte toplino svojega doma do prihodnjega tedna, ko vam pokažemo dom poznavalca in zbiratelja starih kosov pohištva in najvišje ležeči ambient v Sloveniji.